Si se kaj pogovarjal z njimi, kako je bilo pod Rusi takrat? Ja, seveda sem se pogovarjal veliko. Zato, ker smo imeli, v bistvu jaz sem imel ki smo imeli office svoje, ne, je imel office tam in so bili sami lokalci zaposleni. In recimo jaz sem rekel, jaz bi šel malo ven, ne, v mestu so rekli, ni teorije, ne. Kabul. Kabul je. Ja. Ni teorije, takrat ni bilo. So rekli, ampak ti lahko zrihtamo, ne, in da bo šel, in sem šel pa, jasno. Samo so me oblekli v Afganistanca, tik sem mogel biti. Pa ono kapo na glavi. Ja, vse, koliko je treba. Po meri so mi naredili obleko. In smo lepo špancirali, veš, samo smo tih, ne, meni so tako kaj rekli, to je... A veš, ampak nisem, jaz sem se bolj začel... Chicken Street še obstoja? Ne, Chicken Street ne. Šel sem pa v starinarne, kva imajo. Ja? Ja, to... Se pravi, je tako urejena država, relativno, tako, kolikor to... Starinarne so urejene, mislim, dober, ja. Ok, razmeroma. So zato polne in dobro založene, ker ni kupcev, ne. In oni dobijo, a veš, vojna je, ne, vsi kaj nosijo, prodajajo, na pol šenkujejo tiste starine, ki imajo. Prodajajo samo svojim. Prodaja se pa nič, ja. Ker imajo samo svoje, ne, in jaz sem kam kupil stvari, Zdaj, če bi šel nazaj, bi sam to naredil, zaslužil bi. Starine. Orožje, predvsem jaz se zaužil. Orožje? Ja, jaz imam pač star orožje, ne, da se razumemo. Ja, pred 1890 mora biti, ne? Ja, recimo, ja, tako je. Te pištole še na Karbid. Ne, to je bilo poln tega, nakita, kati sem ene prstane kupil, take iz 17. stoletja, pečatne prstane za par dolarjev. Kaj dobesedno? Kaj, 5-6 dolarjev ali kaj? 10. Ja, 20. Ker ni kupcev, ne. Škaj mi povej, tako če malo primerjaš, recimo Sirijo pa Afganistan danes, kolikor veš, kaj bi rekel? V kakšnem smislu, kaj bi rekel? Kje je bolj norišenca, no? Lej, Sirija sem bil kasneje, Afganistan sem bil mogoče 3. Ne, Sirija je bila bolj urejena. Zdajle, če bi ta hip prišel na mejo... Sever držijo, ne, te coalition forces, ne. In zdaj je kakšen incident z ISIS-om, tako ki je bil ta v zaporih, ne, tako je, let nazaj, let pa pol, ko so hoteli te osvoboditi svoje, ne, iz zapora, pa je bilo kar kup mrtvih. Ampak to so taki, bom rekel, incidenti. Je pa res, da smo tudi v Siriji stanovali zelo zavarovano, v bistvu smo bili z ameriškimi marinci, bivšimi, ne, recimo takimi res tough guy, ki so skrbeli recimo za Busha, ki je prišel v Irak, pol veš. Ja. So tam pač naplačeni. Dwayne Johnson. Ja. In seveda jasno vsi te varnostni postopki, kako priješ noter, kako se... Mislim, to je pač ta vojaški režim. A bi vizo sploh dobil kje? Tako, normalno? Pa mislim, da za privatnike se ne da. Se ne da? Ja. Ja, bej, da so policijski kontrole so vsakih par metrov. Tako, vsakih par metrov in ko te ustavijo, če nimaš tistega, kar moraš imeti, ja. si ga ne jebo. Tudi v Iraku, da ne bo pomote. Jaz sem hotel jeti, ker sem bil v Iraku tik pred, se je začela vojna, sem bil na rojstnem dnevu od Sadama Huseina, sem bil povabljen. Opa, to pa ni kar tako. In sem bil, tako da poznam, ne, in sem hotel malo dol pogledati, a ne, so rekli, ni teorije. Vsaki 3 kilometre. Ti kaj pa Iran?